152 mm jekla udarjajo po oklepu. Eksplozija kolosalne sile. Udarna valovna sila raztrga zrak. Tigerjeva kupola se utrga od podstavka in leti stran 20 metrov. Pade v ovrženo polje. Dvigne oblak prahu. Telo tankov se trese. Oklepni plošče se upogibajo navznoter. Znotraj je kaos in smrt. Julij 1934. Kurska dage. Višina 258 pod Alhovatko, temperatura zraka 38 stopinj v senci, v samohodni havbi vseh 50. Nemški tankisti prvič naletijo na stroj, ki ga ne morejo ustaviti. Stroj, ki razbija njihove nepremagljive tigrgi kot konzervne pločevinke. Stroj, ki so ga poimenovali odpirač. To je zgodba o tem, kako so sovjetski konstruktorji v 25 dneh ustvarili orožje, ki je prelomilo tankovsko vojno in rešilo kursko bitko. 4. januar 1934, 5 zjutraj. Čeljabinsk. Kabinet glavnega konstruktorja čeljabinskega kirovskega obrata. Za oknom -32. Veter se bori med delavnicami. Sneg se lepi na temna okna. Znotraj gori peč, a toplote ni dovolj. Josif Jakovljevič Kotin sedi za mizo v vatniku. Na mizi je kozarec ohlajenega čaja, pepelnik z odpadki, list kalka s skicami. Vrata se odprejo, hladen zrak udre v kabinet. Sekretar prinese paket. Rdeča pečat. Zaupno. Kotin raztrga kuverto, vzame dokument. Resolucija Državnega komiteja za obrambo številka 296-2 z dne 4. januarja 1934. Podpis Stalina. Črne črnila na belem papirju. Kotin bere. Roke se začnejo tresti ne od hladu. Od zavedanja obsega naloge. Obvezati čeljabinski kirovski obrat, da oblikuje, zgradi in predstavi na državne preizkuse težko samohodno artilerijsko napravo s 152 mm topom na osnovi tanka Kel. Rok 25 dni. Odgovorni tovariš Kotin in jaz. 25 dni. Prsti močneje stiskajo papir, kot je potrebno. Robovi dokumenta se gube. Kotin odloži resolucijo, prižge cigareto. Dim napolni kabinet. Pogleda na stenski koledar. 4. januar. 25. januar. Končni rok. Za primerjavo, razvoj tanka K1 je trajal 9 mesecev. T3-4 leto, se. U1-2-3 mesece. Zdaj 25 dni za celoten cikel. Od načrta do preizkusov, od ideje do pravega stroja, sposobnega za vojno. Kotin vstane, gre do okna, gleda na tovarniške delavnice. Sivi objekti pod snegom, iz dimnikov se vije dim. Tovarni deluje neprekinjeno od julija 29. leta. Evakuacija iz Leningrada jeseni 29. 30 konvojev, 8000 delavcev, 7000 strojev. Železniške platforme pod nemškimi bombami. Ljudje so umirali na poti zaradi mraza in lakote, a stroji so prispeli. Tovarno so razporedili v Čeljabinsku, zagnali proizvodnjo NATO K1S, zdaj s U150.
Kotin ugasne cigareto, izstopi iz kabinet. Koridor je dolg in temen, žarnice so šibke, varčevanje z elektriko. Gre v konstrukcijski urad, odpre vrata. Znotraj je 10 ljudi za kulmanom. Črtajo, kadijo, pijejo hladen čaj, delajo celo noč. V kotu pečica buržujka, poleg škatla s premogom. Temperatura v prostoru je okoli 15 stopinj. Konstruktorji so v vatnikih in rokavicah z odrezanimi prsti. Georgi Nikolajevič Moskvin dvigne glavo. Glavni konstruktor Kilobajti, 23 let, pleša. Očala v rogovski okvir. Pogleduje utrujeno, a hkrati odločno. Ajesif Jakovljevič. Je kaj narobe? Kotin molče podaja sklep. Moskvin bere. Obraz mu otrdi. Potem dokument predaja Nikolaju Leonidoviču Duhovu. 33 let, namestnik glavnega konstruktorja, širokih ramen. Roke kot pri monterju. Pred vojno je delal v kirovskem tovarni v Leningradu. Evakuiral se je s tovarno. Duhov bere in piha skozi zobe. 25 dni. Tovariš Stalin se šali. Kotin sede na rob mize, potegne iz žepa škatlico belomora. Prižge. Pustiti dim v strop, govori tiho, a zanesljivo. Tovariš Stalin se ne šali. Imamo težavo. Nemci so izdali tigra, 100 mm sprednjo oklepa, 8 mm top. Noben naštang ga ne more prebiti spredaj. 77 mm F30 in 4 odbija kot grah. 45 mm sploh ne povzroča poškodb. Fronta zahteva protitankovsko sredstvo. Tako. Do pomladi se Nemci pripravljajo na napad. Stavka predvideva udarec na Kursk. Tam bodo koncentrirali novo tehniko. Tigri, panteri, morda še kaj drugega. Naše vojske so brez obrambe. Duhov odloži dokument, se preska po zatilju. Kaj predlagate? Kotin potegne dim. Imamo šasijo KL-1. Sprejeta na oborožitev avgusta 44. Olajšana različica osnovnega KT na mesto z oklepom tanjšim, a z višjo manevrirnostjo. Hoda je preizkušena. Motor B2, 600 konjskih moči, zanesljiv. Moskvin prikima. Naprej. Naprej orožje. Kotin vstane, pristopi k tabli, s kredo nariše shemo 150 mm, 2 nič. Telesni top havbika tipa 1937. Teža sistema 7 ton 100 kg. Dolžina cevi 29 kalibrov. Začetna hitrost izstrela 608 metrov na sekundo za protipanzerne, 580 za eksplozivne. Teža eksplozivnega izstrela 44 kg. Eksploziva znotraj. To orožje prebija vse terenske utrdbe. Dot, žlot, bunker, karkoli. Moskvin si snema očala, briše zamegljena stekla s praznim vatnikom, vendar ima 2 nič, to je oblegovalno orožje za uničevanje utrdb. Ni namenjeno za boj s tanki. Kotin se obrne. Prav, ampak nimamo časa za razvoj novega orožja. M2 nič obstaja, se proizvaja.
Na voljo. Vprašanje: ali lahko prebije tigra? V kotu se dvigne mlad inženir Jožef Jakovljevič Kotin, mlajši, 24 let, sin glavnega konstruktorja, končal Vojaško akademijo za mehanizacijo in motorizacijo. Razporejen na ČKL. Dela v oddelku za balistiko. Glas negotov, a odločen. Tovariš glavni konstruktor. Po izračunih protipanzerne izstrelke BR-540 teže 44 kg pri začetni hitrosti 68 metrov na sekundo prebije 120 mm homogenov klepa pod pravim kotom na razdalji 500 metrov. Tiger ima 100 mm sprednjega oklepa, teoretično prebije. Kotin gleda sina. Teoretično. A praktično. Mlaj Kotin skomigne z rameni. Potrebni so testi. Ampak je težava. Protipanzerne izstrelke za M2 nič ne obstajajo. Niso v proizvodnji. Bodo morali razviti. To je čas, mesece. Duhov ga prekine. Torej bomo uporabili eksplozivne OF540. Ti so, jih je veliko. Artilerija jih uporablja za streljanje na utrdbe. Si ne idi očala, a fugas ne bo prebil 100 mm armature. To je nemogoče. Kotin se obrne proti tabli in nariše novo shemo. Tanka, zadetek granate, eksplozija. Ni nujno, da prebije. 28 kg eksplozivnega materiala detonira ob stiku z armirano pločevino. Udarna valovna močna sila. Tudi če armatura ni prebita, bo učinek prisoten. Deformacija armirnih plošč, notranje uničenje. Odpilki lastne armature letijo v notranjost tanka. Angleži to imenujejo splint efekt. Posadka je kontuzirana, mehanizmi poškodovani. Tank je izključen iz uporabe. Morda ni uničen, a ni več bojeven. Tišina. Konstruktorji gledajo na shemo, razmišljajo. Duh v prvem izreče verdikt. Tvegano, a smiselno. Drugih možnosti ni. Moskvin prikima. Se strinja. Začnemo s projektiranjem. Kotin ugasne cigareto v pepelniku. 25 dni. Tovariši. Začnemo zdaj. In če te je ta naloga zgrabila tako močno kot Kotina, laik pokaže, da naj takih zgodb bodo več. Naslednjih 20 dni konstrukcijsko biro ne spi. Dobesedno delajo neprekinjeno, 3 izmene, po 8 urednika v praksi ljudje ostajajo dlje kot 12 ur, 16, včasih cel dan. Odidejo domov, da se naspijo 2 do 3 ure. Vrnejo se in nadaljujejo. 5. januar. Prvi skici. Duhovi rišejo sestavo. Česik, enas. Dolžina ohišja je 6 metrov in 95 centimetrov, širina 3 metre in 25 centimetrov. Na osnovi nova kupola, armirana, zaprta. Povezuje upravljalni in bojni prostor. Višina kupole je 2 metra in 45 centimetrov. Notranji volumen je omejen. Potrebno je namestiti orožje dolžine 4 metre in 90 centimetrov, posadka 5 ljudi. Strelivo, opazovalni in merilni instrumenti. Moskvin izračuna armiranje.
Sprednja kupola je 75 mm, pod kotom 45. Privedena debelina je 106 mm. Ščiti pred nemškimi protitankovskimi topovi kalibra 50 in 75 mm na srednjih razdaljah. Stranice kupole so 60 mm navpično. Ranljiva za pak 40-75 mm z bližnje razdalje. Zadek je 60 mm šibko mesto. Streha 30 mm zaščite pred odseki in zračnimi napadi. Dno 30 mm. Protiveminska zaščita je minimalna. Mlajši kotin izračuna maso. Česi K1 je 43 tone. Kupola je 2 toni in 300 kg. Orožje je 27 ton in 100 kg. Strelivo 20 granat po 84 kg je 960 kg. Posadka 5 ljudi po 70 kg, 350 kg. Gorivo, olje, rezervni deli 500 kg. Skupaj je 34 ton in 500 kg. Specifični pritisk na tla je 0,90 kg na kvadratni centimeter. Sprejemljivo. 10. januar. Podrobni načrti. Oddelek za sestavo obdeluje notranji prostor. Levo od orožja so 3 člani posadke. Spredaj je mehanik vozač. Sedi v stolu z nastavitvijo. Pred njim so krmilne ročice, pedala za plin in zavoro, kontrolni instrumenti. Opazovalni instrument s tripleksom. Pregled je omejen. Sektor vidnosti je 120. Za manevriranje v boju ni dovolj. Treba se bo orientirati na ukaze komandanta preko komunikacijskega naprave. Za mehanikom vozačem sedi strelca na zložljivem sedežu. Pred njim je teleskopski merilnik ST-1.0. Povečava 4x, vidno polje 16. Razdalja mirjenja do 5000 metrov. Za streljanje neposredno na tanke je optimalno. Panorama herca za streljanje iz zaprte pozicije. Povečava v 2 in 2. Merilna lestvica od 0 do 6000. Mahoviki za vertikalno in horizontalno usklajevanje. Vertikalno od -3 do +20 stopinj. Horizontalno 12 stopinj levo in desno od vzdolžne osi. Omejitev je resna. Za usklajevanje na cilj izven sektorja je potrebno obrniti celotno samohojno vozilo. Za usklajevalcem stoji polnilec. Ni sedeža. Desno od njega je bojna oprema. 20 strelov. Granata in tuljava s prahom sta ločena. Granata tehta 44 kg. Tuljava 18 kg. Skupna teža izstrelka 66 kg. Polnilec mora vzeti granato iz opreme, jo dvigniti, prenesti do cevnega dela, jo vstaviti v kanal cevi in z banikom pritisniti. Nato vzame tuljavo, jo vstavi v cev, zapre zaklop. Po strelu odpre zaklop, izloči izstreljeno tuljavo, ki tehta 11 kg, in jo odvrže v kot kabine. Ponovi cikel. Fizično izčrpavajoče delo. Tempo streljanja je omejeno s hitrostjo polnilca. Maksimalno 7 strelov na minuto. V praksi 5 desno od orožja sta 2 člana posadke.
Spredaj je poveljnik samohojnega vozila, sedi na zložljivem sedežu. Pred njim je poveljniška panoramska kupola. Povečava dvakrat. Sektor opazovanja 360 stopinj. Poveljnik opazuje bojišče, izbira cilje, daje ukaze usklajevalcu, mehaniku vozaču, nadzira streljanje in ohranja stik z drugimi vozili preko radijske postaje 10R. Razdalja stika na mestu je 25 km, med vožnjo pa 5 km. Prav tako preko komunikacijskega naprava TPU ukazuje posadki preko slušalk in laringofona. Za poveljnika skrbi zaklep, ki upravlja zaklop orožja. Po vsakem strelu odpre zaklop s premikom ročice, izloči izstreljeno tuljavo, preveri kanal cevi in pripravi orožje za naslednji strel. Po nalaganju granate in tuljave zapre zaklop, napne udarno palico. Po ukazu usklajevalca izvede strel s pritiskom na sprožilec. Tudi zaklep nadzira temperaturo cevi, obrabo narezov in stanje mehanizmov usklajevanja. V zadnjem delu samohojnega vozila je motorno-prenosni oddelek, dizelski motor B2, 12 cilindrov, moč 600 konjskih moči pri 1800 obratih na minuto. Hladitev je vodna, radiatorji so ob boku, ventilatorji z mehanskim pogonom, rezervoarji za gorivo, 6 kosov skupne prostornine 600 litrov. Rezerva vožnje po avtocesti 150 km, po makadamu 90 km. Prenos je mehanski, glavni sklop. Menjalnik ima 8 prestov naprej in 3 nazaj. Stranski sklopi, zavorne pasove. Končne prenose. Gosenice so majhne zvezde. Širina zrna 650 mm. Število zrn 90. Vzmetenje je torzijsko. 6 podpornih koles na boku. Vodilno kolo je zadaj, vodilno kolo je spredaj. 15. januar. Načrti so pripravljeni. Splošni pogledi. Kompozicijski načrti, podrobni načrti sklopov, specifikacije materialov, tehnološke karte. Vse na kalki s modrimi črkami. Starejša risarska Marija Ivanovna Sokolova postavi zadnji podpis. Roke trepetajo od utrujenosti. 10 dni zapored po 14 ur za kulmanom. Oči so rdeče, hrbet boli, a delo je opravljeno. Kotino osebno preveri vsak načrt in ga potrdi za proizvodnjo. 16. januar. Proizvodne delavnice prejemajo načrte. Začne se izdelava prvega vzorca. Objekt 236. Zavodska oznaka. Delavnica številka 1. Korpusi. Varin cev. Oklepne plošče debeline 75 in 60 mm. Jeklo vrste 8C, homogeni oklep srednje trdote. Rezanje plošč na gelačinskih škarjah. Upogibanje na prešah. Varjenje z avtomatskimi in ročnimi aparati. Varilec Peter Grigorjevič Kuznjekov vara sprednjo ploščo. Temperatura električne are 3500 stopinj. Maska ščiti oči. Iskrice letijo v vejnem vzorcu. Šiv je raven. Prekovka šivov s pnevmatskim kladivom. Preverjanje z ultrazvokom. Kakovost varjenja je kritična. Nevarjen del pomeni razpok. Razpoka pomeni preboj. Preboj pomeni smrt posadke. Delavnica številka 2.
Mehonosilni. Nameščajo ML2 nič v košaro. Orodje tehta 7 ton in 100 kilogramov. Kron dviga. Montažerji usmerjajo, polagajo zatiče, pritrdijo zvjaki, prilagajajo mehanizmu usmerjanja, preverjajo lufta, nameščajo daljnoglede, prilagajajo optiko. Daljnogled mora biti usklajen z osjo cevi. Napaka v 1/1000 radiana na razdalji 1 kilometer povzroči zgrešitev 1 metra. Nesprejemljivo. Delavnica številka 3. Sestavljalna. Montiram cev na podvozje KL-ENAS. Podvozje je pripravljeno iz proizvodnje tankov. Dizel je nameščen, prenos je montiran, podvozje je sestavljeno. Kron spušča rezilo, ga usklajuje s korpusom, varijo po obodu. Nameščajo opremo, radijsko postajo, komunikacijsko napravo, opazovalne aparate, sedeže, bojno opremo, gasilce, orodje, rezervne verige, vlečne vrvi. Vsak del je na svojem mestu. Preverjanje po kontrolnem seznamu. 23. januar. Sestava je zaključena. Objekt 236 je pripravljen. Fabrika številka 3011. 3. Leto izdelave 1944. 1. mesec januar. Zadnja enota. Zaporedna številka vozila. Samohodka je pobarvana v zaščitni zeleni barvi. Številka je nanesena z belo barvo na krmi. Na sprednji plošči je rdeča zvezda. Petokraka. Simbol Rdeče armade. 24. januar. Jutro. Preizkuševalci prihajajo iz Glavke. Polkovnik Ivan Aleksandrovič Aleksandrov. Vojaški predstavnik Gaptus 24 let. Sedeče templje. Obraz je razpokan. Oči so utrujene, a pozorne. Za njim je vojno v Španiji. Hauchingol. Zimska vojna s Finsko. Pozna tehniko, razume podrobnosti. Ne moreš ga prevarati. Aleksandro obhodi samohodko, preveri varjene šive, udari s kladivom po oklepu, posluša zvok, se dvigne v kabino, pregleda postavitev, sedi na mestu strelca, gleda skozi daljnogled, vrti ročice, preverja gladkost gibanja, prikima zadovoljno. Izhod na preizkus. Objekt 236 samostojno zapušča sestavljalno delavnico. Mehanik vozač, tovarniški preizkuševalec Aleksej Borisovič Morozov, 44 let, dela na ČGZ od 37. leta. Preizkusil je stotine tankov in samohodk. Pozna vsak ročaj, vsako pedalov. Morozov zažene v 2. Dizel se ujame ob polobračaju, ogreje se minuto, olje se razredeči, tlak je normalen. Morozov vklopi prvo prestavo, nežno spusti glavni frikcijski mehanizem. Samohodka se premika. Gosenice grizejo beton tovarniškega dvorišča. 44,55 ton jekla se premika enakomerno. Podvozje deluje mehko. Torzioni se stisnejo in razširijo. Valji prehajajo neravnine. Znotraj kabine je tresenje zmerno. Morozov vozi avto proti vratoma tovarne. Prehodna postaja. Stražar. Pozdravljajo.
Vrata se odpirajo. Samohodka izstopa na ulico. Čeljabinsk, januar. Mraz -20. Sneg škripi pod gosenicami. Ljudje se ustavljajo, gledajo, kažejo s prstom. Nova mašina. Ni tank. Kabina je visoka. Orodje ogromno. Cevi segajo na 4,90 metrov. Fantje tečejo za njimi, kričijo: Hura! Naši gredo premagati Nemce. Pot na čebarkulski poligon. 100 kilometrov po zimskih cestah. Preizkus zanesljivosti podvozja in močnega sklopa. Kotin vozi za njim v tovornjaku Z5 za volanom voznik. Kotin na sovozniškem sedežu. Gleda, kako samohodka gre spredaj. Hitrost po avtocesti 35 km/h. Ni hitro, a zanesljivo. Vzpone premaguje brez napora. Spusti se na zmanjšanem prenosu. Zavoje opravi gladko. Gosenice držijo cesto. Po 50 km postanek, preverjanje tehničnega stanja. Morozov se vzpenja iz lukenj mehanika voznika. Obraz umazan. Znotraj je vroče, dizel greje. Temperatura v nadzorni kabini je 30 stopinj, zunaj pa -28. Razlika 58 stopinj. Morozov si prižge cigareto, poroča Kotinu. Gre odlično. Podvozje brez pripomb. Motor vleče enakomerno. Prijenos deluje natančno. Zavore držijo. Učinkovitost je dobra. Za vozilo s 45 toni je zelo dobra. Kotin prikima. Nadaljujemo. Morozov ugasne cigareto, se vrne nazaj v kabino, zapre luko, prižge motor. Kolona nadaljuje pot. Še 50 kilometrov. Kmečke ceste. Sneg je globok, kolesnice. Objekt 223 gre zanesljivo. Gosenice so široke, specifični pritisk je nizek, ne zapada, premaguje snežne zamete, prečka plitvo strugo. Led se krči pod težo, a drži. Samohodka pride skozi, voda ne zaliva motorja. Tesnost ohišja je zadostna. Večer. Prihod na poligon. Čebarkul. Vojaško naselje, barake, skladišča, streljališča. Poligon za preizkušanje oklepne tehnike. Tarčni kompleks. Makete bunkrov, strelskih točk, tankov. Oklepne plošče različne debeline za streljanje. Merilna oprema. Objekt 223 postavijo v hangar za noč. Temperatura je padla na -35, dizel je treba ogrevati pred zagonem ali ga vzdrževati segretega. V hangarju gori peč. Temperatura 5 sprejemljivo. 25. januar. Jutro. Dan 21. od začetka del do konca roka 4 dni. Aleksandrovo zbira komisijo. Vojaški predstavniki Gaptu, inženirji, artileristi, balistiki. Kotin in njegovi konstruktorji. Vsi v polšubah. Mraz ne popušča. -30. Veter je vzhodni, oster. Opeče obraz.
Program testiran. Prvo. Streljanje na nepremične tarče z mesta. Razdalje od 300 do 2000 metrov. Municija. Eksplozivni projektili O540. Tarče. Makete terenskih utrdb, oklepni ščiti, trofejna tehnika. Drugo. Streljanje s kratkimi postanki po gibanju, preverjanje stabilizacije daljnogleda in natančnosti ognja. Tretje. Manevriranje. Preverjanje upravljivosti, prehodnosti, hitrosti. Četrto. Zanesljivost. Dolg prevoz s nadzorom tehničnega stanja. Prva tarča. Maketa Dota. Beton debeline 300 mm. Ambrazura. Znotraj imitacija mitraljeza. Razdalja 800 metrov. Objekt 223 zavzema ognjeno pozicijo. Morozov postavi stroj strogo po azimutu. Motor na praznih obratih. Kabina se napolni z ropotom. Izpušni plini izhajajo skozi žaluzije na zadku. Diši po dizlu. Usmerjevalec tester, višji poručnik Vladimir Petrovič Gremov, 30 let, artilerist po izobrazbi. Končal je Leningrajsko artilerijsko šolo v 39. letu. Boril se je v finski, NATO v osvobodilni vojni. Ranjen je bil pod Moskvo. Bolnišnica, komisija. Napotitev v GBTU na testno delo. Gremov se usede na mesto usmerjevalca, pritisne se kokulartu teleskopskega daljnogleda ST-10. V vidnem polju dot. Sivi beton na belem snegu, razdalja 800 metrov. Škala daljnogleda prikazuje razdaljo. Gremov nastavi daljnogled, vrti ročico za vertikalno usmeritev. Križ se ujame v center ambrasure. Horizontalna usmeritev je natančna. Vozilo stoji nepremično. Polnilec tester, rdečearmejec Ivan Stepanovič Koroljev. 24 leta, 90 cm visok, 100 kg težak. V vojsko je bil poklican v 40. letu. Služil je v artileriji, NATO izbran za testno delo. Fizične lastnosti so primerne. Koroljev odpre bojno skladišče, vzame granato OF540, jo obdrži z obema rokama, 34 kg, jo dvigne, nosi do kozla, vstavi v kanal cevi, z banico do konca potisne, vzame tuljavo, 18 kg, vstavi za granato. Mehanik zapre zaklep, zavrti ročico, mehanizem zaklene kanal, napne udarno iglo. Gremov poroča: pripravljen. Aleksandrov stoji zunaj 300 metrov od samohodke. V rokah ima daljnogled. Opazuje cilj, daje ukaz. Ura. Mehanik pritisne na sprožilec. Strel. Grmenje je osupljivo. Udarno valovanje se širi v fan. Sneg se dvigne v oblak. Samohodko odriva nazaj pol metra. Obesek se stisne. Orodje se umika v zaklenjenem delu za 12. Zavorni mehanizem ublaži energijo. Povratnik vrne orodje v začetni položaj. Znotraj kabine je pekel. Zvok je zaslepljujoč, v ušesih zvoni. Kabino napolni dim iz prahu. Ventilator deluje, a ne zmore.
Dim peče oči, kašelj, solze. Granata leti 3 sekunde. Trasa je nizka. Začetna hitrost 580 metrov na sekundo. Zračni upor upočasni. Na razdalji 800 metrov hitrost 450 metrov na sekundo. Granata zadene v ambrasu redota. Eksplozija. 6 kilogramov trotila detonira. Betonska stena se razpade. Kosi letijo na vse strani. Armatura štrli iz ruševin. Znotraj redota je vse uničeno. Imitacija mitraljeza je raztrgana na koščke. Lesene figure, ki predstavljajo posadko, so razbite v drobce. Aleksandro opazuje skozi daljnogled, molči, nato spusti daljnogled, obrne se k Kotinu. Učinek je uničujoč. Dot je popolnoma uničen. Še enkrat. Drugi cilj. Drugi cilj. Oklepni ščit. Jeklo debeline 100 mm, vertikalno. Velikost 3x3 metre. Imitacija oklepa težkega tank. Razdalja 600 metrov. Morozov obrne samohodko, usmeri na nov cilj. Gremov ujame ščit v daljnogled, nastavi razdaljo. Koroljev polni novo granato. Mehanik zapre zaklep. Pripravljenost. Ukaz. Ura. Drugi strel. Granata zadene v center ščita. Eksplozija kolosalne moči. Oklepni list se deformira, upogne se navznoter. Oblikuje se vdolbina globine 25 cm. Premer deformacijske cone je 12. Oklep ni preboden, vendar z druge strani odletavajo koščki. Šrapneli. Učinek. Koščki velikosti od 5 do 15 cm. Ostro letijo s hitrostjo 300 metrov na sekundo, ubijajo vse živo na razdalji 5 metrov. Znotraj tanka s takim učinkom posadka ne bi preživela. Aleksandrova se približa ščitu, ga pregleduje, meri globino udarca, preverja drugo stran, vidi koščke na snegu, pobere enega, ostrega kot britva, ropjena zobčan, ga vrže, obrne se proti komisiji. Gospodje oficerji, tudi brez preboja je učinek usoden za posadko. Znotraj tanka s takim udarcem nihče ne preživi. Kontuzija od udarne valove, poškodbe mehanizmov, uničenje naprav. Tank je neoperativen. Tretji cilj. Trofijski francoski tank Gorkis N-39. Nemcem je pripadal leta 1944, NATO so ga osvojile sovjetske čete, zdaj je na poligonu. Teža 12 ton. Sprednji oklep 45 mm. Oklep kupole 33 mm. Posadka 2 človeka. Orožje 37 mm top. Za leto 44 zastarel, a bojno sposoben tank. Razdalja 500 metrov. Objekt 236 se obrača. Gremov usmerja cilj. Ustavi silhueto tanka. Križ na kupoli. Koroljev nalaga. Zaklep zapira zaklop. Ukaz. Ogenj. Strel. Granata zadene kupolo Gorkisa. Eksplozija grozljive moči. Kupola se otrga od podstavka. Zrak jo dvigne 3 metre.
Kupola leti v stran 15 metrov. Pada v sneg. Telo tanka se deformira. Oklepni listi se upogibajo, šivi se odpirajo. Znotraj je vse uničeno, naprave, mehanizmi, strelivo. Če bi bila posadka znotraj, bi se spremenili v meso. Aleksandrova obhaja zadet tank, pokuka znotraj telesa. Notranji sklopi so raztrgani, koščki oklepa so povsod. Izravna se, pogleda na Kotina. Tovarš glavnega konstruktorja, to je orožje. Pravo orožje. Tudi lahek tank se razpade kot kartonska škatla. Kaj bo s težkim? Kotin shrani ramena. Izvedeli bomo, ko se srečamo. Ampak teoretično bi moral biti učinek podoben. 48 kg eksploziva ne bo pustilo možnosti za posadko, tudi če oklep zdrži. Preizkusi trajajo 3 dni. Streljanje na različne cilje, bunkerje, bunkre, oklepne ščite, trofejne tanke, oklepna vozila. Skupaj je bilo izstreljenih 87 granat. Rezultat: vsi cilji so bili zadeti. Učinkovitost 100-odstotna. Zanesljivost orožja je potrjena. Ciljna razdalja do 0,5 kilometra. Največja razdalja streljanja iz zakritih položajev 13 kilometrov. Tempo streljanja 7 strelov na minuto. Natančnost zadetja 90% na razdalji do 1 kilometra. Preverjanje mobilnosti. Objekt 236 prehaja pot po razgibanem terenu. Vzponi, spusti, jarek, potoki, gvost, sneg globine do 1 metra. Samohodna oborožitev premaguje vse ovire. Največja hitrost po avtocesti 34 km/h. Po makadamu 25 km/h. Po neobdelani zemlji 15 km/h. Premagovan vzpon 36 stopinj. Premagana stena 1,20 m. Premagan jarek 2,50 m. Prehodnost je zadostna za samohodno artilerijsko enoto. 28. januarja. Konec preizkusov. Zaključek komisije. Aleksandrova prebere na glas objekt 236. Težka samohodna artilerijska naprava na osnovi tankov KV-1S, oborožena 152 mm puško havbikom M2-0, je uspešno prestala državne preizkuse. Pokaže visoko učinkovitost ognja proti terenskim utrdbam in okovanim ciljem. Zanesljivost konstrukcije in agregatov je zadovoljiva. Komisija priporoča sprejetje oborožitev Rdeče armade pod oznako SU-152. Začeti s serijsko proizvodnjo. Takoj se prijavite, da ne zamudite naslednje zgodbe, o kateri so učbeniki molčali. Kotin posluša. Obraz kamenit, a znotraj olajšanje. 24 dni od sklepa GKO do pozitivnega mnenja komisije. Naloga je bila opravljena. Nemogoče je postalo resničnost. 54 ton jekla sta dokazali svojo učinkovitost. Zveroboj se je rodil, še brez imena, a legenda se je že začela pisati. 9. februar 1934. Sklep GKO številka 258.
SU-152 sprejeta oborožitev Rdeče armade. Serijska proizvodnja v Čeljabinskem kirovskem tovarni. Načrt: 30 strojev na mesec. Začetek proizvodnje: marec 34. Rok takoj. Čeljabinski kirovski tovarni preureja proizvodnjo. Tankovski oddelek številka 1 se preusmeri na proizvodnjo SU-152. Trak se prilagaja. Tehnološke karte se posodabljajo. Delavci se usposabljajo. Nova naprava se razlikuje od tankovke. Rezanje namesto kupole. Orodje M2 namesto tankovske puške. Druga sestava, druga zaporedja montaže. Težave se začnejo takoj. Pomanjkanje komponent za orodje M2 je očitno. Artilerijske tovarne delujejo na meji, proizvajajo ohišja za fronte. SU-152. Nov program. Prednost ni določena. Orodje je potrebno pridobiti preko glavka, preko ljudskega komisariata, preko GKO. Taktika ST-1 je prav tako v pomanjkanju. Optična tovarna številka 34 v Leningradu je blokirana. Proizvodnja je evakuirana v Novosibirsk. Proizvodnja se vzpostavlja, vendar počasi. Prvi SU-152 so opremljeni s prizori iz tankovke. Potem pridejo novi. Kakovost optike trpi. Leča z napakami. Urejanje je zmedeno. Potrebno je preveriti vsak prizor, zavrniti neuporabne, izgubljati čas. Oklepni listi. ČKZ ima lastno proizvodnjo oklepov, vendar so zmogljivosti omejene. Jeklo vrste 8 se tali v martenskem peči, preoblikuje na strojih, reže, upogiba, varjuje. Proces je dolgotrajen. Za en SU-152 potrebujemo 13 oklepnih listov različne debeline in oblike. 75 mm spredaj, 60 mm bočnih in zadnjih 30 mm strehe in dna. Vsak list gre skozi toplotno obdelavo, kaljenje in popuščanje. Nadzor trdote. Napaka do 15%. Presežek kompenzira izgube, a viri se porabljajo. Kadri. Kvalificiranih monterjev primanjkuje. Izkušeni delavci na fronti so mobilizirani. V delavnicah so ostale ženske, najstniki, starci, invalidi. Učijo se sproti. Mojstri prenašajo znanje, kažejo, razlagajo, nadzorujejo. A produktivnost je nižja kot v mirnem času. Napake se dogajajo, napake, predelave, zamude. Marec 1934. Prvi serijski SU-152 zapušča proizvodno linijo. Tovarna številka 30301. Drugo vozilo čez 3 dni, tretje čez 5 dni. Tempo se počasi povečuje. Do konca marca je bilo izdelanih 8 samohodnih topov. Načrt je 30. Izvedba 27%. Nezadovoljivo. April. Proizvodnja se pospešuje. Sestavni deli prihajajo redneje. Delavci pridobivajo izkušnje. Tempo narašča. Izdano je bilo 24 152.
Načrt je bil izpolnjen 80%. Bolje, a še vedno nezadostno. Fronta zahteva več. Maj. 31 vozil. Načrt je presežen. Trak prehaja na projektno moč. Delavci obvladujejo. Kakovost se stabilizira. Napake se zmanjšujejo. Vojaški predstavniki sprejemajo vozila brez pripomb. C-5-2 gredo v vojsko. Oblikovanje enot. C-5-2 se ne razporejajo v tankovske enote. Zanje se oblikujejo ločeni težki samohodni artilerijski polki. Oddelek. 12 samohodnih topov plus en tank, ena zapoveljnika polka. Organizacija. 4 baterije po 3 C-5-2. Osebje 20-200 ljudi. Posadke samohodnih topov, mehaniki, veze, medicinsko osebje, oskrba, četa avtomačikov za zaščito samohodnih topov v boju. Prvi oddelek se oblikuje v Podmoskovju. Učni center samohodne artilerije. Pedolsk. April 1934. Prvih C-152 prihaja. Maj 1934. 12 samohodnih topov. Posadke se oblikujejo iz izkušenih tankistov in artileristov. Ljudje, ki so preživeli ogenj, zgoreli v tankih, ranjeni, kontuzirani, so se vrnili v enote. Zaupajo jim novo tehniko. Starejši poročnik Nikolaj Nikolajevič Ersin prispel v učni center 18. maja. Star je 26 let. Tankist od leta 14. Bojeval se je na Kevo 1 pod Moskvo. December 14. Kontraofenziva. Njegov tank je bil uničen pod Klinom. Nemška protitankovska puška. 80 mm preboj v bok. Požar. Mehanik vozač je umrl. Preostala posadka je uspela pobegniti. Ersin z opeklinami na rokah in obrazu. Bolnišnica 2 meseca. V enote se je vrnil spomladi leta 14. Bojeval se je pod Rževom. Poletje in jesen. Mesarska klavnica. Pozicijske bitke. Napadi in protinapadi. Njegov drugi tank je bil uničen oktobra. Ferdinand. Zgodnja različica. Granata v kupolo. Kontuzija. Bobni so bili poškodovani. Sluh se je obnavljal 3 mesece. Zdravniški pregled. Gading neborbenim. Ersin preko znancev pridobil smeritev na C-152. Samohodni top. Ni kupole. Sedež nižji. Manj opazen. Možnosti za preživetje so večje. V učnem centru Ersin dobi posadko. Mlajši poročnik Pjotr Semjonovič Kravcov, strelec, star 24 let. Pred vojno je delal v Kirovskem tovarni v Leningradu kot risar v konstrukcijskem biroju. Evakuiral se je s tovarno v Čeljabinsk. Tam je delal do pomladi leta 14. Potem je bil vpoklican v vojsko. Tehnično izobraženje, dober vid, miren značaj, idealen strelec. Rdeči armejec Ivan Timofejevič Gremov, polnilec, star 22 leta, višina 1,9 metra, teža 99 kg.
Ramena široka. Roke kot pri delavcu. Pred vojno je delal v gozdarstvu blizu Arhangelska. Podiral je drevesa, nosil hlode. Vpoklican je bil leta 14. Služil je v artileriji, prenašal granate. Za se na 5-2 so idealni fizični podatki. 48 kg granate je zanj delovna teža. Vodja Aleksej Petrovič Sokolov, mehanik vozač, star 31 leta, predvojni traktorist iz bližine Voronježa. Kolhoz Rdeči orjak. Delal je na traktorju ČTZ-75, NATO na kombajnu. Tehniko občuti kot živo bitje. Bil je poklican v 40. Opravil je pospešene tečaje mehanikov vozačev. Bojeval se je na T-34. Stroj so zadeli pod Harkovom spomladi 42. Kenkašen. Ranjena noga. Bolnišnica. Komisija ga je napotila na samohodke. Efroter Mihail Vasiljevič Orlov, streljevalec radist, 20 let. Poklican iz obrtne šole v Moskvi. Poklic radiomehanik. Služil je v zvezi. Delal je na radijskih postajah RSF in 10R, pozna material. Za SEV 152 potrebujejo strokovnjaka za zvezo. Orlov ustreza. 21. maja, 10. junija. 3 tedne intenzivne priprave. Posadka preučuje material. SEV 152. Razčlenjuje se po enotah. Motor, prenos, podvozje, oborožitev, instrumenti. Vsak član posadke pozna ne le svoje mesto, ampak tudi mesta tovarišev. Medsebojna zamenljivost. Če je navodnik ranjen, lahko poveljnika usmeri orožje. Če je mehanik vozač izpadel, lahko poveljnika ali radist vodi stroj. Streljanje se začne 25. maja. Poligon pod Kolomno. Posadka Arsina prejme stroj. Tovarniška številka 3042. Aprilska proizvodnja. Prevoženo 60 km. Tehnika je nova. Diši po barvi, olju, sveži gumi. Prvi strel. Krovcev usmerja na ščit. Razdalja 800 metrov. Gremo v polni. Arsin poveljuje. Ogenj. Strel. Povratek. Dim, zvonjenje v ušesih. Granata zadene cilj. Ščit se zruši. Krovcev se smeje. Zadev je. Arsin ga ploska po rami. Dobro. Naslednje 2 tedni neprekinjeno streljanje na nepremične cilje, nagibajoče se, iz mesta, s kratkih postankov, podnevi, ponoči, v raznoliki vremenski situaciji. Posadka se usklajuje, tempo streljanja narašča. Sprva 4 streli na minuto, nato 5 do 6, na koncu usposabljanja 7. Maksimum za to sistem. Gremo v dela kot ure. Granata v 40 sekundah od polaganja do streljanja. 8 ciklov na minuto ob upoštevanju časa usklajevanja 7. Taktična priprava. Delovanje iz zasede, sprememba položajev. Medsebojno delovanje s pehoto in tanki. Zveza. Usmerjanje ciljev. Maskiranje.
Samohodka je velika 44 ton. Višina 2 metra in 74 centimetrov. Očitna tarča. Treba se znati skrivati, izkoriščati gube terena, jarke, maskirne mreže. 10. junija zaključni testi. Posadka Arsina pokaže najboljši rezultat. Od 7 strelov 7 zadetkov. Razdalje od 500 do poltretjega kilometra. Čas izvedbe vaje 1 minuta in 40 sekund. Odlično. Komisija oceni z odlično. Posadka je pripravljena na odhod na fronto. 12. junija 1934. Ešalon odhaja na kursko smer. 35 SOV 152, 3 OTS. Vagoni platforme samohodke so pritrjeni s ketnami, posadke v tovornih vagonskih vlakih, soparno junijsko vročino, okna odprta, veter ne hladi, le prah dviga. Arsin sedi pri vratih, kadi mahorko, gleda, kako se menjajo postaje Moskva, Tule, Oriol, Kursk, frontna črta 150 km severovzhodno od Kurska iz Boklina. Sovjetske enote so se vdrle v nemško obrambo. Z severa in juga Nemci pripravljajo udarec. Operacija Citadela. Odrezati iz Boklino. Obkoliti sovjetsko skupino. Uničiti. Obveščevalci poročajo o koncentraciji vojske. Tanki. Veliko tankov, med njimi tudi novi. Tigeri, Panteri, Ferdinandi. Kravcov vzame fotografijo. Žena in hči. Leningrad. 4. inštitucija. Do blokade, dolgogleda, spravi v žep gimnastorke. Arsin vpraša. Družina Kravcov se oglašuje iz Čeljabinska. Evakuirali so se, živi so. Arsin prav tako vzame fotografijo. Žena Ana, hči Katja. Tule 4. Gleda, spravi. Vrnili se bomo. Obvezno se bomo vrnili. 15. junija. Ešelon prispe na postajo Panri. Izpustitev. Samohodni topovi se spuščajo s platform, postavljajo se v kolono, prejemajo gorivo, strelivo, hrano. Marš proti mestu dislokacije. Vas Alhovatka, severni del Kurske obokane, višina 258, ki prevladuje nad okolico. Poveljnik Oksap, podpolkovnik Sergej Ivanovič Borzov, zbira poveljnike samohodnih topov, postavlja nalogo. Nemci bodo udarili na začetku julija. Natančen datum ni znan. Izvidništvo predvideva med 1. in 5. Usmeritev glavnega udarca. Alhovatka. Naša višina, ključna točka obrambe. Naloga je zadržati, uničiti nemške tanke, ne dovoliti prehoda. Ima kdo vprašanja? Ni vprašanj. Arsin vodi svoj samohodni top na položaj. Severni pobočje višine. Vidljivost 5 km. Sektor ognja. Cesta in polja. Posadka pripravlja jarek. Globina 2 metra. Le rubrika nad površjem. Maskiranje z vejami in travo. Sektor ognja je označen z orientacijskimi točkami. Breza 800 metrov. Hlev 200. Gost
15 km. Zemljanka za posadko 2x3 metri. Globina 1,5 prekrivanje iz hlodov. Vhod ozek. Pečica buržuika. Postelje. Škatla s hrano. Kanistri z vodo. Bivak v jarku. Preprost, skromen, a znan. Dni čakanja. 20. junija 25. 1. julija 2., 3., 4. Nemci ne napadajo, izvidništvo poroča, pripravljajo koncentracijo tehnike, raste. Aerofotografija prikazuje kopičenje tankov, 100, 1000, največja tankovska armada v zgodovini. Noč 4. na 5. julij, alarm, izvidniki so poročali. Nemci so na izhodiščih. Napad zjutraj. Posadke zasedejo mesta v samohodnih topovih, čakajo na zoro. 4:30 zjutraj. Zemlja se trese. Artilerijska priprava. Nemške baterije pokrivajo sovjetske položaje. Granate vojujejo. Eksplozije so blizu. Odpahniki se odbijajo od oklepa rubrike. Arsin v poveljniškem panorami opazuje. Ognjene blisk na obzorju, stebri zemlje, dim, pekel se je začel. Artilerijska priprava traja 1,5 ure. 6:05. Tišina. Zlovestna. Arsin se izstreljuje iz odprtine, gleda naprej. Obzorje je zaprto s prahom, nato se prah razprši. Tanki gredo v razširjenem formatu. Sivi silhueti na rumeni podlagi in julijskih pol razdalja 3 km, hitrost 30 km/h. Ris šteje vozila. Prva vala 40 tankov. T4 večinoma. Srednji nemški tanki. 75 mm sprednjega oklepa. T lahki 50 mm. Druga vala, težki veliki silhueti. Tigrit 8. 100 mm oklepa. 88 mm topov. Pošasti. Za njimi še 4. Silhueti so drugačni. Daljši, nižji od panterjev. Nova nemška vozila. Podatki izvidništva: 75 mm dolgi top, 80 mm sprednjega oklepa pod koti. Nepredvidljivi nasprotniki. Arsin sporoča po radiju. Tanki nasprotnika. Razdalja 2 km 800. Težki v sestavi. Pripravite se. Spusti se v rubriko, zapre odprtino. Ukazuje posadki. Kravcev. Na mesto. Gremo. Pripravite granate. Sokolov motor na prostem. Orlov. Povezava. Vsak je pripravljen. Razdalja 2 km. Arsin čaka. Pusti se bližje. Poltretji kmet kilometer 200. Ekipa krovcev. T4 levo. Razdalja kilometer 200. Ogenj. Kravcev se usmerja. Gremov nalaga granato. Zaključni pokrov se zapira. Strel. Prvi strel vojne. Germenje. Odkat. Dim.
Arsin opazuje panoramo. Granata leti 4 sekunde. Zadetek. T4 se ustavi. Eksplozija. Stolp se dvigne. Pade na 10 metrov. Telo gori. Posadka ni izstopila. Arsin poroča po radiju. Cilj je uničen. Izbiram naslednjega. T4 desno. Razdalja kilometer 100. Ekipa kravcev se usmerja. Strel. Zadetek v bok. Tanke se ustavi. Zažge se. Posadka. Beži. Črne figure. Tečejo. Streli iz sosednjih jarkov. Nemci padejo. Nemška kolona nadaljuje z gibanjem. Obidejo uničena vozila. Razdalja 900 metrov. 800. Odprejo ogenj. 75 mm granate letijo proti sovjetskim položajem. Granata zadene nasip pred samo hojko Arsina. Eksplozija. Zemlja se sipa na kabino. Druga granata mine, žvižga nad glavo. Tretja zadene pobočje za samo hojko. Nemci streljajo v gibanju. Natančnost je nizka. Tretji strel. T je pred njimi. Razdalja 700 metrov. Strel. Zadetek. Lahki tank se razpade. Oklep je tanek. Fugez raztrga telo. Četrti strel. Peti. Šesti. V neposrednem streljanju 7 strelov na minuto. Gremov deluje kot stroj. Granata, tuljava, zaklop, strel. Odkat. Spet je obraz v znoju. Srajca je mokra do dna. Temperatura v kabini blizu 50. Dim od strelov. Toplota od motorja. Pekel. Nemški tanki se približujejo. Razdalja 600 metrov. 500. Je jih veliko. Sovjetska obramba utrpi izgube. Sosednja samohojka je bila uničena. Neposreden zadetek v špranjo. Rev. Eksplozija streliva. Samohojka je raztrgana. Posadka je poginila. Arsin vidi tigra. Premika se naprej. Ogromna mašinerija, 65 ton, 8 mm. Gleda naravnost vanje. Razdalja 600 metrov. Arsin kriči. Tiger. Prednostni cilj. Kravcev premika merilnik, ujame težki tank, se usmerja na telo. Gremov že drži granato, nalaga. Zaklop. Strel. Granata leti 2 sekundi, zadene sprednjo ploščo tigra. Eksplozija kolosalne moči. 6 kilogramov je porabil, ognjeni krog, dim. Oklep drži, 100 mm ni prebitih, a učinek je. Oklepna plošča se deformira. Vdolbina. Znotraj tigra je kaos. Delci lastnega oklepa letijo na vse strani. Odpornost. Učinek. Mehanik voznika je poškodovan, izgubi nadzor. Tiger se ustavi. Motor ugasne. Kravcev ne čaka. Drugi strel. Zadetek v stolp tigra.
Eksplozija. Mehanizem vrtenja stolpa se zatakne. Stolp se ne vrti. Orodje je zablokirano. Tretji strel. Zadetek v gusenico. Gusenica se trk. Tiger je imobiliziran. Ne more se premikati. Ne more streljati. Je izključen iz akcije. Pokrovi se odprejo. Posadka skoči ven, beži nazaj. Sovjetski mitraljezi odprejo ogenj. 2 Nemca padeta, 3 se skrijejo za uničenimi tanki. Arsin gleda na ustavljenega tigra. Srce bije kot kladivo. Uspeli so. Ustavili so neuničljivega monstra, stroj, katerega so se vsi bali. 48-kilogramski Fuji delujejo celo brez preboja. Učinek je smrtonosen. 7. strel. 8. 9. Nemški tanki nadaljujejo napad, a sovjetska obramba se drži. 24 se na 5-2 in stotine protitankovskih topov ustavljajo oklepno plas. Do 10 zjutraj se prvi napad utaplja. Nemci se umikajo. Na polju 15 gorečih tankov. 3 tigra med njimi. Arsin izstopa iz samohodne puške. Noge se mu podkrajajo. Izčrpavajoča bitka. 3 ure neprekinjenega streljanja. 20 granat izstreljenih. Strelivo je porabljeno. Treba ga je dopolniti. Krovcev izstopi takoj zatem. Obraz črno od saje, oči rdeče. S tresočimi rokami prižge cigareto, molči. Gleda na dimno polje. Goreči tanki, trupla, kraterji. Gremov se spušča zadnji, sedi na tleh. Roke mu tresejo, mišice so utrujene. 20 granat po 44 kilogramov, 960 kilogramov. Dvignjeni, preneseni, dostavljeni. V 3 urah. Premor je kratek. 1 ura. Dopolnitev streliva. Hrana iz poljske kuhinje. Kaša, kruh, čaj, tobak. Opoldne drugi napad, še močnejši. 120 tankov. Arsin prešteje tigrki 15. Panterjev 10. Ostali so srednji in lahki. Sovjetska obramba se napreza. Su-152 streljajo neprekinjeno. Tempo strelov na minuto. Pehota odbija napade nemške pehote. Sapeži eksplodirajo minska polja pod gusenicami tankov. Drugi napad traja 4 ure do 16. Nemci se umikajo. Izgube 44 tankov. Sovjetskih 8 Su-152. Tretjina moči. Arsin gleda na dogorevajoče samohodne puške. Tovariši znotraj so zgoreli, eksplodirali, umrli. Stisne pesti. Nadaljujemo. Zanje, za vse. 6. julij. Tretji napad. Seln. 4. 8. 5. Nemci se ne ustavljajo. V boj pošiljajo vse nove sile. Tigri, panterji, Ferdinandi se pojavijo 10. julija. Ogromni stroji, 65 ton, 88 mm,
200 mm sprednjo klepa, nepробojne spredaj, a bočne strani so šibkejše, 80 mm. Sov 152 lahko prebije fugo z bližnje razdalje. Posadka Arsina se drži. Njihova samohodka je še cela. Oklep je VDRT. Sledi zadeti. Gusnice so zamenjali dvakrat. Motor se pregreva, olje teče, a stroj je v akciji, se bori. Na računu 23 zadetih nemških tankov, 6 tigrov, 4 panterje. Ostali so srednji in lahki, uradno potrjeni. 11. julij. Vrh bitke. Nemci pošiljajo v boj rezerve. Zadnji poskus preboja obrambne linije. 200 tankov napada višino 258. Sovjetska obramba je na robu. Streliva primanjkuje. Cevi orožij so pregrete, posadke izčrpane. Samohodka Arsina izstreljuje zadnji granat, 20. Zadetek v panterja. Bočna stran. Prebo. Eksplozija. Panter gori. Strelivo je zmanjkalo. Arsin sporoča po radiju. Odhajam na dopolnitev. Sokolov prižge motor. Izvleče samohodko iz jarka. Z vzvratno vožnjo 100 metrov. Zavetje v gozdni pasu. Tovornjaki streliva. 20 granat nalagajo v bojno opremo. 20 minut. Hitro nazaj na položaje. A položajev ni več. Nemci so prodrl. Tanki na višini. Sovjetska pehota se umika. Borba prehaja v bližnji boj. Arsin sprejme odločitev. Kontranapad. Sokolov zavrti samohodko, vklopi prvo prestavo. Samohodka gre naprej proti nemškim tankom. Razdalja 300 metrov. 200, 100, na blizu. Krivcev strelja skoraj brez ciljanja. T4 pred njimi, 50 metrov. Strel. Zadetek v kupolo. Kupola se zruši. Drugi tank desno. Strel. Preboj v bok. Eksplozija. Tretji tank levo. Obrne se. Orožje je usmerjeno na samohodko. Krivcev hitreje. Strel. Zadetek. Nemški tank se ustavi, zagori. Samohodka Arsin se prebije na vrh višine, obrne se, strelja po nemških tankih v bok in zadaj. Ranljive točke. Učinek je strašen. 5 tankov gori v 3 minutah. Nemška napad se ustavi. Zmeda. Niso pričakovali kontraudara. Sovjetska pehota vidi samohodko, se navdihne, se vrne, kontraudari. Višina je bila vrnjena. 12. julij. Prohorovka. Južni sektor kurške obrambne črte. Največja tankovska bitka vojne. 800 sovjetskih tankov proti 300 nemškim. Borba od blizu. Razdalje 200 do 300 metrov. Sov 152 ne. Sodelujejo. So na severnem sektorju. Ampak rezultat Prohorovke odloča izid bitke. Nemško napredovanje je dokončno ustavljeno. 17. julij. Operacija Citadela je spodletela.
Nemci se umikajo na izhodiščne položaje. Rdeča armada prehaja v kontraofenzivo. Kurška bitka je končana. Sovjetska zmaga. Sov-152 so odigrale odločilno vlogo. 20 in 4 naprave so uničile več kot 100 nemških tankov, vključno s 15 tigri in 8 panterji. Priimek Zveroboj se rodi v jarkih. Rdeče armejci so videli, kako samohodke razbijajo nemške zveri. Ime se je prijelo. Avgust 1943. Počitek, popravilo, dopolnitev. Od 24 Su-152 je ostalo 11. 13 je bilo uničenih ali zgorelo. Posadke so umrle ali bile ranjene. Samohodka Ersin je preživela. Vsi 5 ljudje so živi. Redka sreča. Prejmejo nagrade. Ersin, red rdečnega zastave. Kravcov in Gremov red rdeče zvezde. Sokolov in orlov. Medalje za pogum. Polk se dopolnjuje z novimi samohodkami. Pripravijo se iz čekel. Nove posadke na mesto mrtvih. Mlada lica, neizkušeni. Ersin in drugi veterani jih učijo, predajajo znanje, prikazujejo tehnike, razlagajo taktiko. Kurška obrambna črta je naučila veliko. September, napad na Smolensk. Sov-152 podpirajo tankovske enote. Preboj utrjenih položajev. Nemci se umikajo z boji. Vloga samohodk se spreminja. Zdaj niso protitankovske, zdaj so napadalske. Uničevanje betonskih bunkrov. Zatiranje požarnih točk, podpora pehoti, to, za kar so bile prvotno ustvarjene. Oktober, prečkanje Dnipro. Samohodke se prevažajo na pontonskih čolnih. Ogromno tveganje. 45 ton na pontonu. Voda sega do robov. Ampak prečkanje je uspešno. Na zahodni obali se razvijajo boji. Sov-152 uničujejo nemške utrdbe. Fugasne granate premeru 150 mm so učinkovite proti betonu. Bunker ne zdrži zadetka, se zruši. November, osvoboditev Kijeva. 6. november je glavno mesto Ukrajine svobodno. Ersin vstopa v mesto na svoji samohodki. Ulice so uničene, hiše gorijo, a ljudje prihajajo ven, sprejemajo osvoboditelje, jočejo, objemajo, darujejo rože, kruh, mleko, kar imajo. Ersin sprejme šope kot stare gospe. Poljubi ga v lice, joče. Hvala, sinček. Hvala. 6. november 1943 je ukaz o prenehanju proizvodnje Su-152. ČKZ prehaja na proizvodnjo IS-U-152. Izboljšana različica. Na osnovi težkega tanka IS je močnejši oklep, boljša mobilnost, večji bojni komplet. U-152 ostaja v enotah, bori se do konca vojne. Zadnji Su-152 zapuščajo trak. Skupaj je bilo izdelanih 670 vozil, vključno z enim prototipom. Legenda je ustvarjena. Zveroboj bo vstopil v zgodovino. Januar leta 1934.
Odstranitev blokade Leningrada. Kravcov izve novico po radiju. 900 dni se je končalo. Mesto je svobodno. Sedi v zemljanki. Solze na licih. Arsin položi roko na ramo, molči, razume. Mesto, kjer se je rodil Kravcov, mesto, od koder so evakuirali tovarno, mesto junak. Preživel je februar. Korševčenkovski kotel. Obkolitev nemške skupine. SU-152 sodeluje v likvidaciji. Nemci poskušajo priti skozi, zapustijo tanke. Tigrsi in panterji gredo na preboj. A sovjetska obramba vzdrži. Zveroboji uničujejo prebijajoče se tanke. Kotla ni več. Marec-april. Napad na desnem bregu Ukrajine. Osvoboditev Odese. Maj, osvoboditev Krima. Rdeča armada je neustavljiva. Ehrmacht se umika. SU-152 se še naprej borijo. Število se zmanjšuje. Bojne izgube. Obraba tehnike. Hoda del zahteva zamenjavo. Motorji odpovejo, vozila se odpisujejo, zamenjujejo z IS-U-152. Junij. Operacija Bagration. Osvoboditev Belorusije. Največja ofenzivna operacija Rdeče armade. Samohojna Arsina je še v uporabi. Leto delovanja. Motor je obrabljen. Gosenice so zamenjali 4-krat, a vozilo se bori. 3. julija. Minsk je osvobojen. Rdeča armada na mejah Poljske. Julij. Vstop v Poljsko. Avgust. Visla. Prehod. Izhodišče. Zadnja bitka samohojne Arsina. Nemška protinapad. Tigris streljas. Kilometra. Zadetek vhodno del Gosenica je raztrgana. Kotalnik je uničen. Vozilo je onemoglo. Evakuacija v zaledje. Popravilo ni možno. Delov ni več. Proizvodnja je prenehala. Samohojna je bila odpisana. Bojna pot je zaključena. Arsin in posadka prejmejo novo vozilo. IS-152. Moderna, močnejša, bolje zaščitena, bolj udobna. A Arsin se obrne, pogleda na starost U-152, tovarniška številka 3044. Vozilo, s katerim je preživel Kursko kotlino, osvoboditev Ukrajine, Belorusije, vozilo, ki mu je rešilo življenje večkrat. Se poslovi, miselno, se zahvaljuje, obrne se, usede v novo samohojno vozilo. Vojna se nadaljuje. Januar leta 1945. Operacija Wislader. Preboj Koderja, 70 km od Berlina. Arsin na IS-152. Vozilo je močnejše od starega, a duša je ostala z verobojem iz prve samohojne. Februar. Vzhodna Pruska. Napad na Königsberg. IS-152 rušijo utrdbe. Močan eksploziv uničuje bunkerje. 9. aprila je Königsberg padel. April. Berlin.
Zadnji napad. Arsin vstopa v prestolnico Rajha. Ulice so polne ruševin. Vsaka hiša trdnjava. Iz U-152 se premika počasi, ruši barikade, povzroča požarne točke. 30. aprila. Rikštag. Rdeča zastava. 2. maja je Berlin kapituliral. 8. maja Nemčija kapitulirala. 9. maja, dan zmage. Arsin sedi na oklepu iz U-152. Okoli je veselje, ognjemeti, pesmi, solze veselja. Vojna se je končala. 4 leta pekla, milijoni mrtvih. Uničena država, a zmaga. Razmišlja o prehojeni poti, o Kurski kotanji, o asu 152, o zveroboju, o tovariših, ki niso dočakali, o sreči, da je živ, da je njegov posadek živ. Vsi 5 od leta 44. Čudež. Junij 1944. Demobilizacija. Posadka Arsina je razpuščena. Kravcov se vrača v Leningrad. Obnavljati mesto. Gremov, v domačo vas pod Arhangelskom, Sokolov, v Voroneško regijo, Orlo v Moskvo, Arsin, v Tulo. Obljubljajo, da bodo pisali, se srečevali, se spominjali. Bratstvo, rojeno v ognju. 5 ljudi je skupaj prehodilo vojno. Preživeli. Redkost. Statistika je neusmiljena. Večina posadk je poginila. Povprečna življenjska doba tankovske posadke na fronti 3 mesece. Preživeli so 2 leti zahvaljujoč spretnosti, sreči, stroju, zveroboju. Arsin se vozi domov v tovorni vagon. Ešalon je počasen, ustavlja se na vsaki postaji. Demobiliziranih vojakov je veliko, vsi želijo domov. Arsin gleda skozi okno. Ruševine mest, požgane vasi. Posledice vojne. Rane se bodo celile desetletja. Tole. Železniška postaja. Žena Ana ga pričakuje. Hči Katja, 10 let, ni videla od leta 44. Takrat je imela 6 let, zdaj je šolarka. Ana ga objame, joče. Arsin se tudi ne zadrži. Doma je živ, družina je cela. Novo življenje se začne. Po noči sanje. Kurska kotanja, goreči tanki, eksplozije. Grmenje orožja, obrazi padlih, vonj po prahu. Sanje ne popustijo, vojna preganja. Tudi po letih se Arsin zbudi v znoju. Ana ga objame, pomiri, počasi spet zaspi. 1921. Srečanje sobojnikov. Moskva. Restavracija. Vsi 5 po 16 letih po zmagi. Ostarili so, osiveli, a se takoj prepoznajo. Objamejo se, jočejo, smejijo, spominjajo se kurske kotanje, se. U-152, zveroboja, tovarišev, bojev. Kravcov dvigne kozarec za našo samohodno, za zveroboj, za U-152, za stroj, ki nam je rešil življenje, za konstruktorje, ki so ga ustvarili v 20 dneh, za Kotina, za Moskvina,
za duhova, za vse, ki so omogočili zmago. Vsi dvignejo kozarce, pijejo za zveroboj, za zmago, za življenje. Srečanja postajajo tradicija. Vsakih 5 let, 9. maj, dan zmage. Zbirajo se leta 1966, 1971, 1976. Število udeležencev se ne spreminja. Vsi 5 so živi. Sreča se nadaljuje. 1983. 40. obletnica Kurske bitke. Veterani so povabljeni v muzej oklepne tehnike Kubinka. Tam stoji U-152, restavriran, tovarniška številka drugačna. Ni njihov stroj, a je enaka modelu. Ersin pristopi, položi roko na oklep. Hladno železo. Spomin se vrine. Julij 44. Kurska kotanja. Grmenje, plamen. Strah. Jeza. Zmaga. 1988. Ersin umre. 72 leta. Infarkt. Pogreb z vojaškimi častmi. Preostali člani posadke pridejo: Krovcev, Gremov, Sokolov, Orlov. Nosijo krsto, se poslavljajo. Bratje Ovčev. Prvi iz peterice. 1993. Gremov rak. 72 leta. 1998. Sokolov, možganska kap. 81 leta. 1003 leta. Orlov starost 80 let. 1007 let. Kravcev. Zadnji 28 let. Posadka se je ponovno združila na onem svetu. Naš čas. Osrednji muzej velike domovinske vojne, Park zmage, Moskva. Na trgu stoji U-152, restavriran, zaščitna zelena, številka 318-17 na krmi. Tablica U-152. Samohodna artilerijska naprava. Leto ustvarjanja 1944. Sodelovala je v Kurski bitki, vzdevek zveroboj. Uničevala je nemške težke tanke. Obiskovalci se sprehajajo, fotografirajo. Šolarji na ekskurziji. Učiteljica pripoveduje: to vozilo so ustvarili v 25 dneh. Ko so Nemci sprostili tigrki, sovjetska vojska ni imela orožja proti njim. Konstruktorji so delali čez dan in ponoči, ustvarili so zveroboja. Na Kurski duši je 24 Su-152 uničilo več kot 100 nemških tankov, pomagali so zmagati v bitki, spremenili potek. Vojn. Starček v sukniču z odlikovanji stoji pred samohodko, vnuk ob njem. Dedek, si na takem vojeval? Starček prikima. Da, na takem. Kurska duša, julij 1944. Bil sem mehanik vozač. Vnuk gleda z široko odprtimi očmi. In si Nemce udaril? Starček se nasmehne. Udarili smo. Še kako smo udarili. Zveroboj je Nemce v grozo vznemirjal.
Su-152 so ustvarjali 25 dni. Vojevala je 2 leti, uničila tisoče nasprotnikovih tankov, rešila desetine tisoč životov, postala legenda. Vzdevek Zveroboj je vstopil v zgodovino. 670 strojev ni tako malo, a so spremenili vojno, pojavili so se v pravem času, rešili težavo, dali Rdeči armadi orožje proti tigrom in panteram. Zgodovina Su-152. Zgodovina o ljudeh, o konstruktorjih, ki so delali brez spanja. O delavcih, ki so sestavljali stroje v hudem mrazu, o tankistih, ki so se borili na samohodkah, goreli, umirali, zmagovali, o tistih, ki so ustvarili legendo, o tistih, ki so postali legenda. Danes Su-152 stojijo v muzejih Moskva, Sankt Peterburg, Kubinka, Vrhna Pesma. Spomeniki v mestih, monumenti na bojiščih, tiho pričevanje, opomniki na vojno, o ceni zmage, o ljudeh, ki so se borili. Vsako leto 9. maja k spomenikom prihajajo ljudje. Veteranov skoraj ni ostalo. Zadnji pričevalci odhajajo, a spomin živi v muzejih, v knjigah, v pripovedih. Su-152 je zavedno vstopilo v zgodovino ne samo kot tehnika, temveč kot simbol. Simbol obupa in odločnosti. Simbol tistega časa, ko je od inženirskega genija odvisna usoda države. 25 dni je spremenilo vojno. 25 dni, ko so konstruktorji ustvarili čudež. Su-152. Zveroboj. Legenda. 7 strelov v minuto. 48 kg groze za nemške tankiste, 44 ton jekla, ki so ustavili citadelo. Stroj, ki je dokazal, da ni nič nemogoče, ko gre za usodo domovine.